Prehajamo na tretjo točko, potrditev novelacije dokumentov identifikacije investicijskih projektov DIP in investicijskih programov VIP za ID 1235560/2, sanacija JP 661191 Krivčevo Kranjski Rak, ID 1448084/2, sanacija plazu Stehovica 12A in ID 1448569/2, sanacija plazu Laniše 9. Investicijska dokumentacija je objavljena v gradivu številka 16, predlagatelj župan, poročevalci pa Brane Golob, Tomaž Zabavnik, Timotej Štritov in pa Janez Krumpak. Besedo ima gospod Timotej Štritov, izvoli. Hvala še enkrat za besedo. Torej gre za potrditev novelacije 3 oziroma 6 dokumentov, torej 3 dokumentov identifikacije investicijskih projektov, tako imenovanih DIP-ov, pa 3 investicijskih programov IP-ov, se pravi za 3 projekte. En projekt je sanacija javne poti na odseku Krivčevo Kranjski Rak, to je spodnji del te ceste. Drugi projekt je sanacija plazu Stehovica 12A, tretji pa sanacija plazu Laniše 9. Torej gre za projekte, katerih vrednost je tako obsežna, da je pač potrebna obravnava oziroma sprejetje teh dokumentov na občinskem svetu. Gre za novelacijo oziroma potrditev novelacije dokumentov, ki so že bili obravnavani oziroma potrjeni na občinskem svetu. Novelacija pa je potrebna enostavno zaradi navodil, ki smo jih prejeli s strani pristojnega ministrstva v samem tem procesu oziroma postopku pridobivanja sredstev izrednega programa sanacij po poplavah. Gre namreč za to, da se vsebinsko pravzaprav dokumenti ne spreminjajo v primerjavi s tem, kar je že bilo potrjeno oziroma obravnavano na prejšnji seji oziroma prejšnjih sejah občinskega sveta. Gre v bistvu samo za to, da se finančni tok, ki je bil prej razdeljen med leti 24 in 25, se zdaj v bistvu prenese v celoti na leto 25, ker smo pač enostavno dobili taka navodila strani ministrstva, da se zadeve pripravijo na ta način, se pravi z njihovega vidika, ker bo pač z njihove strani finančni tok potekal zgolj v letu 25, ko pač načrtujemo, da bomo prejeli z njihove strani načrtovana finančna sredstva, torej v celoti bo ta finančni tok z njihove strani do nas tekel v letu 25. Prvotno smo pa mi to zadevo razdelili na leto 24 in 25, ker smo pač predvidevali skladnost navodili, ki so bila takrat dana, da bomo del sredstev že uspeli pridobiti v letu 24. Tako da zdaj bo pa v celoti zadeva izvedena v letu 25, zato je potrebna ta novelacija, se pravi bolj iz nekih proceduralnih vidikov oziroma z namenom uspešnosti pridobitve teh sredstev izrednega programa. Toliko na kratko, hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, ja, besedo ima Sandi Uršič, izvoli. Ja, hvala za besedo. Eno vprašanje imam tukaj v tekstu, se pojavil v tistem delu uvodnem programu odprave posledic nesreče je bil strani občine Kamnik v januarju posredovan na ministrstvo. Predvidevam, da tukaj govorimo o januarju 2024. Ne. To je ena zadeva, drugo pa, kar mi je oči padalo, je pa v bistvu tale sanacija plazu nad objektoma Stehovica 12A in 13. To, da so cene gradbenih del in materialov in tako naprej v tem času po poplavah podivjale, vemo. Je pa tukaj ena zadeva, zagotovitev nadomestnih bivališč 118.472,12 evra in bi prosil za bolj podrobno obrazložitev, kaj to pomeni. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne, besedo dajem za odgovore gospodu Timu Štritovu. Izvolite. Ja, hvala. Zdaj ne vem točno, kje je navedeno tole glede posredovanja programa, ampak verjetno je ta pravi podatek, da je bila zadeva posredovana januarja 25, namreč januarja 25, mislim, da smo posredovali, se pravi, predlog rednega programa, se pravi, mogli smo posredovati, kako načrtujemo, da bo potekala, se pravi, katere projekte načrtujemo, da bojo realizirani v letu 25, 26 in pa 27, ker so skladno s tem se bojo pač tudi na državi oziroma v sklopu državnega proračuna odpirali NRP-ji. Tako da v bistvu določene projekte smo mogli pač predvideti, kako jih mislimo časovno, tudi nekako po kvartalih, mislim, da je bilo po 3 mesečju, da je bilo nekako predvideno. Tako da to je to. Kar se pa tiče
stroškov namestitve se pa strinjam, da je zadeva relativno visoka, no, predlagam pa tukaj, da tukaj jaz v tem trenutku vam težko konkretne podatke imam, tako da če vas kaj konkretnega zanima, bi predlagam, da v bistvu pridobimo podatke, pa se naknadno posredujejo. Se pa strinjam, da so pač visoki. Zdaj trenutno mislim, da sta še 2 družini oziroma oče pa sin, da sta še trenutno nastanjena. Tako da, hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Potrdi se novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP. Kaj? Bi prosil za tole konkretno podatke, pa ne vgradil za naslednjo sejo, ker pa bom spet za manj iskal, ampak lahko mi po mailu pošljete. V redu. Potrdi se novelacija, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Potrdi se novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP, in sicer ID 123556/2 sanacija JP 661191 Krivčevo, Kranjski Rak, april 25 izdelovalca Castis in podobno tudi za torej IP, za to AIDO ID 123556/2 sanacija JP Krivčevo, Kranjski Rak. Potem pa pod točko 3 potrdi se novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP, in sicer ID 144808/4/2 sanacija plazu Stahovica 12a, marec 2025, izdelovalca Castis DOO, pa tabela in pa še IP, torej za sanacijo plazu Stahovica 12a. Potem pa še pod 5. Potrdi se novelacija dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP, in sicer ID 144856/9/2 sanacija plazu Lanišče 9, marec 2025, izdelovalca Castis DOO in še IP, torej investicijski program za ta sanacijo plazu Lanišče 9. Zneski so predstavljeni v tabeli in tudi v vašem gradivu. Zdaj predlagam, da v tem, kot je bilo v gradivu, glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.